O, kaj pa je tole? Tretji Glazerjev festival. O, kaj je to zanimivo. Sreda, 17.4. Učna ura o generalu Majstru. Četrtek, veliki festivalni koncert. Petek, srečanje osnovnošolcev z Ferjem Lainškom. Wow, sobota, ekskurzija v mariborsko kadetnico. Ana, pridi hitro sem, glej kaj je prišlo. Kaj se je zgodilo? Glej tu, tretji Glazerjev festival, kakšni dogodki zanimivi. Wow, to pa je ful dobro. Bomo se udeležila to? Definitivno, že komaj čakam. Ja, jaz tudi. O, dober dan. Dober dan. Dober dan. Kaj pa vi tukaj? O, mi pa se ravno pogovarjamo o Marku Glaserju. Kaj vas zanima? Kdo pa je bil Marko Glazer? Aha, kdo pa je bil Marko Glaser? Marko Glaser je bil duhovnik, narodni voditelj, pesnik, pisatelj in še kaj. Kdaj pa se je rodil? Rodil se je leta 1806 v Rušah. Zakaj pa je bil zaslužen? Zakaj se je zavzemal? Zavzemal se je za obnovo obeh cerkva. Ja, tako krasno. Kaj pa je uvedel v Malečniku? Šolo, za dekleta, potem pa še za dečka. Odlično, ja, tako je, zato da imamo tudi mi danes šolo. Jakob, kdaj pa je prišel v Malečnik? Malečnik je prišel leta 1843 in postal župnik. Odlično. Kaj pa je dal postaviti? Postaviti je dal kapelice križevega pota na Gorcu. Ja, tako je. Mirjam, s kom pa se je veliko družil? Z Antonom Martinom Slomškom. Ja, tako bil je njegov prijatelj. Čemu pa imamo Glaserjev festival? Glaserjev festival že tretje leto prirejamo v čast duhovniku, narodnem voditelju Marku Glaserju. V naši župniji je deloval v drugi polovici 19. stoletja. Kar 46 let je bil župnik šempetrske župnije. Veliko je pripomogel k verskem, kulturnem in narodnem razvoju. V spomin si želimo priklicati ta del zgodovine, ki je tako pomemben za naš kraj še dan danes. V sredo 17.4. je dopoldan učna ura o generalu Majstru. Ob 19. pa odprtje razstave. V četrtek 18. pa je ob 19. veliki festivalni koncert domovinskih pesmi z orkestrom. V petek 19. pa je ob 17. literarno srečanje s pesnikom Tonetom Hunterjem in razglasitev nagrajencev natečaja za najboljšo pesem o domovini Sloveniji. Res me zanima, katera pesem bo zmagala. Pa tudi Toneta Hunterja bi tudi res rada spoznala. A bi šli? Ja. Začasno. Lepo der sonce hodi, prepiri svet pa poprej. Da rojak, prost bo vsak, ne vrak, le sosed bo mojak. Hej, Izak. Bravo. Kaj delaš? Na šoli sem videl, da bo letošnja tema Glaserjevega festivala domovina, zato pa si ponavljam himno. Super. Super. Kako zanimivo. Glej, japonske učence. Wow, to je pa res lepo. Ja, res je. Dober dan. Dober dan. Zelo zanimivo. Zakaj pa je toliko galerijskih vitrin tukaj v salonu? Ne veste? Ne. V sredo je tukaj odprtje razstave Ljubezen do domovine in iz Maribora prinesejo originalne dokumente za to razstavo. Wow, to se pa sliši zelo zanimivo. Ja. Res je. Dober dan. Dober dan. Bog daj, ste tudi vidno prišla sem župnijsko cerkev pogledati, kje bo v četrtek festivalni koncert z orkestrom Slovenske vojske in sopranistko Andrejo Zakonjšek-Krt? Ja, zelo me zanima. Super. Sta si že naročila oziroma rezervirala stopnice na župnijski spletni strani? Ne, to pa še ne. Ne, nismo še. Pol pa hitro, da ne bo zmanjkalo stopnic, ker je število obiskovalcev omejeno. Lepo bodite, adijo. Hvala. Hvala.
Glej, v soboto je ekskurzija v Mariborsko kadetnico, stolno cerkev in samostan šolskih sester. Gospa v cerkvi mi je povedala, da se moramo za to prijaviti, ampak se ni problema, zdaj že tako veva, kje to najdeva. Dober dan. Dobar dan. Dober dan. Kje je grob Marka Glazerja? Iščete grob Marka Glazerja. Tukaj se nahaja grobnica Marka Glazerja. Tukaj pa spominska plošča, če vaju zanima, lahko na kratko preberete, kdo ali kaj je bil Marko Glazer. Ogromno je naredil za naš kraj in za naše župljane in zdaj te dni bomo praznovali njegov rojstni dan, zato se tudi dogaja festival Marka Glazerja in v nedeljo bo v tej cerkvi slovesna maša in otroci bodo položili venec na njegov grob. To je to. Marko Glazer, velik si v naših očeh. Marko Glazer je bil velik duhovnik, pesnik, pisatelj, ki je imel rad ta kraj in ljudi. Spomin dan ohranjamo tudi z Glazerjevim festivalom, ki se bo zaključil v tej veličastni Marijini cerkvi.